Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Tanja Hanžič in sem koordinatorka programa v DDT laboratoriju Trbovlje, ki deluje v okviru projekta RUK. V prejšnjem predstavitvenem videoposnetku je doktor Maša Jazbec, vodja DDT laboratorija, že predstavila delovanje BrainLaba, ki temelji na uporabi BSI-vmesnika med možgani in računalnikom. V tem predstavitvenem videu pa vam bom predstavila delovanje našega VR in AR laba. VR je lab laboratorij virtualne resničnosti, medtem ko je AR lab laboratorij augmented ali razširjene resničnosti. No, pa poglejmo, kako izgledajo naši VR in AR projekti v praksi. Pri projektu Nube 360-stopinjsko doživetje gre za sodelovanje DDT laboratorija z aktivistoma za človekove pravice in popotnikoma Tomo Križnarjem in Bojano Pivk Križnar. Njuni posnetki s 360-stopinjsko kamero nam omogočajo doživeti vpogled v staroselsko kulturo ljudstva na področju Nubskih gor, Modrega Nila in Komaganze. No, pa si poglejmo. Z Vertigo Bird 2020 ali Vrtoglavim ptičem 2020 smo se predstavili na online festivalu Ars elektronike v Linzu, ki je potekal v septembru lansko leto. Vertigo Bird 2020 smo posneli skupaj z akrobatsko skupino Dunking Devils in s pomočjo najnovejše tehnologije 360-stopinjskega videa. Naj še povem, da smo navdih črpali iz istoimenskega plesnega projekta, plesalca in koreografa Iztoka Kovača, ki je leta 1996 zaplesal na vrhu 360 metrov visokega dimnika v Trbovljah. Pa si poglejmo nekaj utrinkov. Delavnice VR CoSpaces Edu smo lansko leto že izvajali v vašem tehnoparku. Delavnice so namenjene učenju osnov VR tehnologij. Izvajamo jih tako za učence osnovnih šol kot tudi učence srednjih šol. Na delavnici ustvarjamo 3D kreacije, na koncu pa se s pomočjo virtualnih očal potopimo in raziskujemo svoje ustvarjene svetove. Video, ki ga boste zdajle videli, je naredil osnovnošolec, ki se je udeležil delavnice VR CoSpaces Edu. Žan Garantini, ki je tehnik v DDT laboratoriju, je razvil izkušnjo navidezne resničnosti, ki nas popelje skozi različna okolja in nam predlaga dvomljiva vprašanja o naši resničnosti.
laboratoriju imamo tudi AR Lab ali laboratorij razširjene resničnosti. V sodelovanju s Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje in njenim dijakom Maticem Brnotom ter skupino Laibach je nastala AR Laibach aplikacija, ki omogoča, da prek pametnega telefona ali prek tabličnega računalnika doživite kultne Laibach plakate na nov, inovativen način, kot da bi čas ujet v plakatih ponovno oživel. Lesarius AR aplikacija je bila izdelana za 5-šutni interaktivni muzej lesarstva, poimenovan Lesarius. Vsebina Lesarius AR aplikacije se nanaša na povezovanje klasičnih obrti z novimi tehnologijami. Živjo, moje ime je Lesarius. Pripovedujem zgodbo o drevesih in širim znanje o lesarskih mojstrih. Poiščiva 7 lesenih tablic, na katerih so lesarski mojstri in jih skenirajva. Pa pojdiva. Kolar ali bognar je izdeloval različna ročna orodje, kot so grablje. Rezbar je poleg rokodelskega znanja moral imeti občutek tudi za umetnost. Mizari ali tišlerji še danes izdelujejo stavbno pohištvo, okna, vrata, pregrade. Pletar je bil mojster izrednih ročnih spretnosti. Iz šibja izdeluje še danes različne košare. Ekipa DDT Laba si želi, da bi lahko čim prej realizirala različne delavnice in projekte v Tehnoparku Celje, tudi v živo, saj je to sodelovanje z vami prijetno in produktivno. Pa srečno!